Dober dan, dobrodošli, živijo, lepo pozdravljeni, hvala, da ste z mano. Moje ime je David Zupančič in danes sem tukaj z vami na eni zelo posebni epizodi podcasta Umetnost lenarjenja, in sicer zato, ker z današnjo epizodo zaključujemo prvo sezono tega podcasta. Ne bom rekel, da je hitro minilo, meni je to malo neumno govoriti, ker če gledaš za nazaj, si ti itak zdi, da vse hitro gre. Ampak 23. julija lani sem objavil prvo epizodo, pogovor z Žigom Martinčičem, mojim dobrim prijateljem, zdravnikom, infektologom, intenzivistom. In sledilo je še 16 epizod, sledilo je več kot 150.000 poslušanj podcasta. Tako da že zdaj rečem hvala vsakemu izmed vas za to noro podporo, za vse dolge ure poslušanja. Jaz res upam, da ste se nasmejali, da ste najdeli neko dodano vrednost, da je komu kakšen nasvet prišel prav, da ste spoznali kaj novega, kakorkoli že, da ste prepoznali neko dragocenost v teh vsebinah. In moram reči, da tudi zaradi vas in zaradi teh vrtoglavih številk, ker me je to čist vrtoglavo, da jaz na svojem laptopu iz domačega okolja z gosti snemam pogovore in jih 150.000 krat in več v bistvu, to sem zdaj še podcenil, se predvaja. No in zaradi vseh teh številk in zaradi vas jaz tudi tako samozavestno zdaj korakam v drugo sezono, zato sploh bo druga sezona, zgorim sezona, kada je to nekaj takega. Pač julija zdaj bo 1 leto, odkar je podcast se začel. In zdaj sem jaz rekel, evo, prvič, a bomo nadaljevali ali ne, seveda, ker tudi predvsem zato, ker se rado posluša in tudi zato, ker jaz to zelo rad delam. In drugič, kaj lahko spremenim, izboljšam, mogoče še malo prilagodim. Tako da v tej drugi sezoni bo kar nekaj velikih sprememb, jaz bi rekel celo velikih izboljšav, ampak o tem bom objavil nekaj več v kratkem, v mesecu juliju. Takrat pride še ena posebna epizoda, ki bo neke vrste napoved sezone in tako naprej, nekaj več informacij. V vsakem primeru tista in ta tudi imata to skupno lastnost, da sta redki epizodi, kjer sem sam, se pravi, nimam sogovornika, mogli boste, delite kar hočete, seveda, ampak kdor bo poslušal, bo moral se poslušati samo mene. Kakorkoli, danes je posebna epizoda, in sicer se mi zdi dober zaključek sezone podcasta, ki se v osnovi ukvarja z notranjim mirom in z duševnim zdravjem. To je bila neka poanta, ne? Jaz sem to začel takrat, ko sem ugotovil, sem prepoznal, da je podcast nek super medij za sporočati mogoče malo manj hitre, prehodne informacije, kot je Instagram, ne? Ampak bolj nekaj, kar je na dolgi rok ostane in lahko nekdo čez leto, 2, 3 mesece reče, kaj pa ima ta epizoda o motnah spanja, jaz bi se pa naučil meditirati, tukaj je o čuječnosti. Se pravi, neka zadeva, ki je vredna na dolgi rok, in najbolj ta strog okvir je bil pač naslov Umetnost lenarjenja, skrb zase, za počitek, kako se odklopiti v tem svetu. Je pa res, da sem rad jadram na okolje, rad imam različne goste, kot ste v tej sezoni najbrž ugotovili, in pač širim nekako to svoje vsebinski okvir. Kakorkoli pa že, danes bomo govorili o znanosti mirnega življenja. Je pa ta epizoda posebna še zaradi enega drugega razloga. Ta uvod, zdaj mi boste mogli oprostiti pač par minut, preden gremo na tisto, kar vam želim povedati, ampak se mi zdi pomemben v resnici, imam veliko povedati in v bistvu sem zelo navdušen in kar tako pač malo vrej z mene in se moram zelo brzdati, da ne govorim hitro, čeprav najbrž govorim hitreje, kot si predstavljam. Kakorkoli, jaz vam z res velikim veseljem sporočam, da bo že čez nekaj mesecev, če poslušate to epizodo v realnem času, se pravi jeseni 2023, izšla moja druga knjiga. Jaz, čist malo za kontekst, iskreno lahko rečem, da nič ni zaznamovalo mojega preteklega leta toliko, kot ga je moje življenje v sivi coni. Prva knjiga, ki sem jo napisal v življenju, čeprav sem že leta in leta želel začeti pisati, in obenem knjiga, ki govori tudi o, bi rekel, najtežjem, najbolj turbulentnem obdobju mojega življenja in o enemu najbolj zgodovinskih obdobij
našega časa. Tako da knjigo sem pisal več kot leto ali 2 leti celo, no, če damo tako strok okvir, in sem jo tudi zastavil na tak brutalno iskren način. Do dneva izida, sem se tresel, kako bo sprejeta, kakšno sranje si bom jaz nakopil s takim pisanjem, pri sodelavcih, pri nadrejenih, pustimo to za drugič. No, ampak kar se je pa potem zgodilo, ko je knjiga prišla na polico, oziroma ni prišla, pač ni se je dal dobiti, vse, kar se je dogajalo s to sivo cono po izidu, to pa si lahko največ predstavljate, da je kot neki direktno iz nekih norih sanj. Naklada na naklado, ponatisi, potem nagrada knjige leta, čudovita turneja po Sloveniji, več kot 15 knjižnih dogodkov smo imeli po vsej državi, spoznal sem več kot 2000 bralcev, sledilcev, poslušalcev, najbrž marsikoga od vas, še enkrat hvala čisto vsakemu, ki je na kakršnikoli način prispeval svoje navdušenje, svojo podporo tej moji sivoconski pravljici. No in zdaj vprašanje druge knjige. Jaz takoj, ko sem napisal knjigo, sem si rekel, jaz bom še veliko pisal, to mi je zelo všeč. Potem pa je prišel ta nor uspeh in sem bil najprej navdušen, gremo pisati naprej. No in potem se je to še kar vleklo, kaj se je dogajalo s to knjigo. In jaz sem nekako iz tega navdušenja šel v strah in sem kar naenkrat sem si rekel pismo, da sem si jaz malo previsok tole letvico postavil. Kaj bo zdaj druga knjiga? Kaj če ne bo tak fenomen? Tako da tukaj sem mogel čez sebe in sem mogel se sprijazniti s tem, da prvič bi rad pisal še veliko o življenju in da zagotovo ne bodo vse moje knjige enake, niti ne bodo enako popularne, enako smešne, enako priljubljene pri različnih ljudeh. Se pravi, mogel sem iti iz tega, da probam kogarkoli impresirati in začeti pisati iz sebe. In jaz vem, da bi zdaj marsikoga najbrž razveselil, če bi napovedal nek drugi del sive cone, neko nadaljevanje tragikomične izpovedi mladega zdravnika, vabilo nazaj v naše klinično zakulisje, nove zgodbice, nove anekdote. Ampak lahko vam povem, da ta knjiga sicer je v delu, imam na telefonu že po moje več kot 30 zabeležk iz klinične prakse in iz svojega dela, je pa ta projekt zaenkrat malo odložen. Jaz sem enostavno potreboval malo pauze od tega načina pisanja in tudi konec koncev nekaj časa, da naberem nove izkušnje, nove refleksije, nočem nič delati na silo, ker se mi zdi, da iz tega ne bo nič dobrega. V glavnem, siva cona 2, če dam v narekovaju, bo, ampak to ne bo moja druga knjiga. Jaz sem se v življenju ogromno ukvarjal z vprašanjem, kako skrbeti za svoje duševno zdravje in za svoje počutje. Prebral sem veliko količino knjig, poslušal sem ogromno seminarjev in potem s časoma, ko sem postal študent medicine in kasneje zdravnik, sem ugotovil, da je še ena zelo, bi rekel, dragocen vir, ki ga lahko bereš poleg teh poljudnih knjig, in to so strokovne, znanstvene raziskave, objave, članki na temo znanstvenih raziskav, ki obravnavajo vprašanje notranjega miru in vseh različnih tehnik in aktivnosti. In tukaj je ta dodana vrednost teh raziskav, to skušajo objektivizirati. Se pravi, tle se potem premakneš iz te sfere, jaz mislim, da je to dobro, pa jaz ti to iz izkušenj svetujem, pa moj stric je rekel, da pomaga, in gledaš, kaj dokazano deluje proti stresu, proti anksioznosti. Izkaže se, pa to ne veš, dokler ne bereš o tem, ampak da obstaja en kup mentalnih vaj, konceptov, praks, ki imajo znanstveno podlago in dokazan učinek na lajšanje tesnobe. Tukaj se sicer velikokrat pojavi neka skepsa, nek dvom. Recimo ljudem poveš, da obstajajo znanstvene objave, ki povezujejo meditacijo s počasnejšim staranjem kože. In veliko ljudi reče, to je neka psevdoznanost, to je nek anti-age hippie scena, ampak to mi je smešno, ker v obratno smer pa vsi verjamemo. Če nekomu rečeš, da boš od stresa osivel, so pa vsi tako, ja seveda, to je jasno. Se pravi, če so neki mentalni procesi, ki vodijo v fizične spremembe v telesu, zakaj ne morejo obratni mentalni procesi tega zavirati? Sploh, če pomislimo, kaj sploh so misli. Misli so v bistvu elektrika in kemija, neurotransmiterji, akcijski potenciali. To se dogaja v naših telesih, v naši glavi. In zdaj, če pomisliš, kaj se zgodi, če se streseš štromom, daš prst v vtičnico, prosim, ne probat, ali pa če se poliješ s kislino po koži, boš to začutil, in boš mogoče imel celo brazgotino. Tako da, zakaj je tako težko verjeti, da lahko tudi misli na nek način fizično spremenijo naše možgane in konec koncev naše življenje.
Knjiga, ki sem jo napisal par dni nazaj, tudi oddal in bo izšla jeseni 2023, se imenuje Znanost mirnega življenja. In to je knjiga, ki sem se jo, pa zdaj bom res iskren z vami, kar konkretno bal. In sicer, zakaj? Ta knjiga sicer ni pripravljena ali napisana kot priročnik ali pa kot delovni zvezek, ampak konec koncev pa lahko pade v paket knjig za samo pomoč. Čeprav jaz sem se kar trudil, da bi bila literarna, se pravi, da bi neko leposlovje v ozadju in da ni to knjiga, ki jo vzame samo tisti, ki ima mogoče neko težavo, pa bi se rad znal pomiriti. Daleč od tega, jaz želim s to knjigo predvsem širiti obzorja. Ampak kakorkoli, to se sliši ful poetično, želim širiti obzorja, če vas zanima. Kakorkoli. Se pravi, jaz sem se bal tega, zato ker teh knjig je izjemno veliko in veliko je dobrih in veliko je pa tudi zelo, zelo, bom rekel, bolj bednih, ne nujno slabih, ampak veste, kaj je problem? Ne? Problem tega, recimo, osebnostne rasti, pisanja pogovora o osebnosti rasti je, da zelo težko, mislim, da je to zelo preprosto. Težko je biti dober, preprosto je pa to delati. Če jaz vas dam na oder, mogoče niste dobri govorci, mogoče imate ekstremo, ampak da vam rečem, lej, tukaj festival čaka, nekaj zamujamo, 10 minut imate, govorite o osebnostni rasti in o sreči v življenju. Pa jaz, stavim, da vsak od vas se bo nekaj izmislil. Zakaj? Zato, ker to je pač, mislim, greš gor, obstaja en kup dramatično splošnih nasvetov, pač, priješ, dajte usmeriti svojo pozornost na lepe stvari, ali pa to sem prebral pred kratkim. Iz svojega življenja, to sem prebral v eni reviji, nekdo je napisal kot nek coach, iz svojega življenja odstranite vse toksične posameznike, ki vam pijejo energijo. V redu, sliši se logično, sliši se kot nekaj, kar bi lahko naredili in bomo boljši, ampak tukaj je ogromno enih nijans, tukaj ne moš kar sivo, črno-belo, mislim, kaj pa če ti pije energijo, tako rekoč, nekdo, ki ti je prej 20 let stal ob strani, nek družinski član, ki te je spremljal med najhujšimi obdobji tvojega življenja. A zdaj pa, piješ mi energijo, stari, jaz moram nase paziti, čau. Mislim, tukaj dajati take splošne nasvete, ki se bojo prebrali, da ful obvladaš, je lahko nevarno. In pri teh vprašanjih odnosov in sreče in notranjega miru je ogromno nijans, sivih con, če želite. In zato sem tudi jaz svojo knjigo želel bazirati na čim več objektivnih zadevah. Seveda, v osnovi izhajam iz sebe, iz svojih izkušenj, iz svojih doživetij in prebrali boste lahko veliko stvari v mojem življenju, v mojem delu v medicini, ampak knjiga Znanost mirnega življenja vsebuje pod vsakim poglavjem seznam strokovnih referenc. Se pravi, citirane so objavljene znanstvene raziskave na temah psihologije, nevrologije, sociologije, psihiatrije. In te raziskave lahko bralec, ki bere knjigo, tudi potem poišče, če jih več zanimajo podrobnosti in jih tudi prebere. Ampak ni to poanta, da bereš te raziskave. Poanta je v tem, da s tem glavni doprinos teh citatov je, da meni ni treba pisati iz nekega vzvišenega položaja nekoga, ki obvlada življenje. Verjemite meni, da pozornost je važna, bodite pozitivni, dajte toksične ljudi stran. Se pravi, ni mi treba banalizirati, ni se mi treba nič zmišljevati, ampak pač predstavljam stvari, ki jih znanost na nek način tudi dokazuje. Pa ne pravim, da ne more biti dobra knjiga, če nekdo piše samo iz svojih izkušenj, da ne pravim, da ne obstajajo fantastični romani in tudi knjige za samo pomoč, ki jih pač nekdo, ki ima neko modrost v sebi, a ne spiše, ampak enostavno meni ni prijetno pisati na tak način, vsaj za enkrat še ne in sploh ne kot zdravnik. Zdaj pa tako, mogoče si je težko predstavljati, kaj zdaj mislim s temi raziskavami, o čem sploh govorim, ni raziskava, ne vem, daš enemu antibiotik, drugemu ne in gledaš, kdo bo prej zdrav. Ja, tudi, požirek kave, pite kavo, kava je zdrava. Seveda so to raziskave in obstaja pa, ko začneš malo gledati, mislim, znanstveniki to imajo noro domišljijo, znanstveniki in naravoslovci, veliko jih je malo na tak prikupen način, veliko norih, in imajo fantastične ideje in bi vam zdaj jaz, tekom tega podcasta predstavil nekaj študij, mislim, da jih imam 7, da boste videli malo, o čem govorim, obenem bi vam pa rad predstavil tudi, na kak način sem se jaz lotil raziskovanja tega vprašanja moje najljubše vrednote in to je notranji mir. Zdaj pa, samo preden začnemo, zdaj pa gremo v ta del študij, čeprav upam, da vam je bilo tudi to zanimivo, ampak
Sam en disclaimer, ta podcast epizoda ni mišljena kot reklamno sporočilo za knjigo, ni mišljena kot nek teaser, da bom samo par stvari omenil, pa pustil vse odprt, da boste kupili potem to, kar sem jaz napisal. Seveda, jaz bom izjemno vesel, če se med poslušanjem zbudi želja, da bi prebrali mojo knjigo, ki bo šla septembra ali oktobra letos, ampak tudi če ne, bi rad, da tudi ta podcast epizoda sama poda neko zaključeno sporočilo oziroma je na nek način uredna za tistega, ki jo je poslušal, in da mogoče te koncepti in teh neke študij, ki jih bomo izpostavili, komu naredijo vsaj neko majhno spremembo v življenju, seveda na lepše. Tako, če začnemo z nekim splošnim vprašanjem. Mogoče je moj cilj, da sem v življenju recimo bolj miren ali pa manj vzkipljiv ali pa da bolje kontroliram neke občutke tesnobe, da imam manjkrat občutek panike, da se ne vzburim in razburim ob banalnih zadevah, se manj sekiram, bolje spim, karkoli. Eno glavnih vprašanj, ki se takoj pojavi, je pač, kaj lahko naredim zase. In spet ne, kaj David misli, ampak kaj dokazano pomaga tisočim in milijonim ljudem po svetu. Jaz, če me poznate, veliko govorim o čuječnosti, tudi veliko pišem o čuječnosti in tudi ta moja druga knjiga vsebuje seveda določeno vsebino na temo čuječnosti, ampak ni pa to rdeča nit celotne knjige in tudi ne bo rdeča nit te podcast epizode, da ne bo koga strah slučajno. Imam dva relativno poglobljena posnetka na to temo že objavljena, sicer 2. in 7. epizoda podcasta Umetnost lenarjenja, ki se imenujeta Mala šola čuječnosti. In kogar zanima kaj več na to temo in kdor bi se morda tudi naučil meditirati, je zelo lepo vabljen, da posluša moji 2 mali šoli, dostopni sta seveda prosto. Danes bi vam pa samo predstavil eno zanimivo raziskavo na temo čuječnosti, ki bo mogoče še koga dodatno motivirala celo, da se poglobi v redno prakso meditacije ali pa vsaj da razmisli, recimo, pač, da bi prebral ali pa poslušal kaj na temo čuječnosti. Raziskava je bila objavljena 2014. Singleton je glavni avtor te raziskave, o kateri govorim, bojo tudi spodaj v opisu epizode seveda navedene, da jih lahko pogledate, če vas zanima. In sicer je šlo tako, obstaja en 8-tedenski tečaj, ki se imenuje MBSR ali Mindfulness Based Stress Reduction, se pravi neko znižanje stresa s pomočjo čuječnosti. In to je uvedel dr. Jon Kabat-Zinn, on je molekularni biolog, je doktor znanosti, kot profesor zaposlen na University of Massachusetts. On je bil veliko na vzhodu, zen filozofijo je študiral in potem nekako pripeljal na zahod čuječnost v smislu nekega psihološkega koncepta, se pravi, on je ločil to religiozno od znanstvene plati. No in ta 8-tedenski tečaj je famozen in se po celem svetu zdaj izvaja po Johnovih nekak priporočilih, vključuje pač meditacijo, vključuje določene predavanja, tudi jogo v glavnem. Ti ljudje, ki so to opravljali, so zelo prepričljivo v vprašalnikih poročali o izboljšanem počutju, boljše so spali, boljša regulacija emocij, obnašanje, komunikacije. Se pravi, bilo je očitno, da je nek učinek te vaje, v sklopu tega tečaja nekje 20 minut dnevno, med drugim se ponavadi meditira. No in zdaj pa je zanimali znanstvenike, a lahko mi najdemo fiziološke substrate, se pravi, a lahko pojasnimo, zakaj se oni boljš počutijo. Ker seveda super, da se boljš počutijo in že to je lahko nek dokaz, da stvar deluje, ampak tudi imaš študije, kjer je placebo učinek bil primerljiv recimo z protibolečinsko tableto. In zdaj ne moreš reči, tista tableta placebo, ki je v bistvu cukor, deluje protibolečinsko. Vidite, kaj hočem povedati. Zanimalo nas je, ali lahko s slikanjem možganov dokažemo neke spremembe, ki bi pojasnile, zakaj se vsi te ljudje tako dobro počutijo, ko naredijo ta 8-tedenski tečaj. Tako da so vzeli 16, mislim, da je bilo teh preiskovancev in so jim naredili magnetno-resonančno slikanje pred in po tem tečaju. Dodatno so pa povabili še neki ljudi kot kontrole, ljudje, ki nikoli niso meditirali in so tudi pri njih naredili sliko pred-po. Kontrola poanta je samo zato, da vidiš kot neka negativna kontrola, Sprav, pri njih pričakuješ, da ne bo nobene spremembe in tudi tako je bilo. No in zdaj slike možganov pri teh, ki so pa opravili 8-tedenski tečaj, so pokazale dejansko večjo intenziteto sive možganovine na določenih ključnih področjih v možganih in sicer v možganskih jedrih,
kjer poteka proizvodnja nevrotransmiterjev serotonina, acetilholina in noradrenalina in v centrih, ki so povezani z regulacijo razpoloženja in ciklom spanja budnosti. Serotonin, veste, mogoče je ta happy hormon, najbolj laično nekako se mu reče hormon sreče in tudi najbolj pogosto predpisani antidepresivi na svetu delujejo na serotonergični sistem. Acetilholin je zelo pomemben pri pomnenju, kogniciji, noradrenalin pri razpoloženju in drugih zadevih. Se pravi, to so ključna jedra in lahko si odgovorimo na vprašanje, a ne, ja, dejansko vidimo, zakaj se te ljudje bolje počutijo in te meditacije so jim, kot smo prej rekli, svojim štromom in s kemijo malo preoblikovale možgane. In ta raziskava meni zelo veliko pomeni, jaz bom z vami kar iskren, jaz sem skeptik po duši in jaz, ko sem hotel tam na faksu, ko sem imel svoj panični napad, umestiti meditacijo kot neko novo navado, prvi odziv, ki sem ga sam sebi sprožil, je bil, a se hecaš, kako, nimam časa. A ne? In zdaj, če mi bo en rekel, pet dvigvat, uteži 1 uro na dan, jaz vem, da bom imel večji biceps čez 1 let. To nihče me ni treba prepričati. Če mi pa samo nekdo reče, meditiri, meni je pomagal, premalo dokazov za me, ne, jaz hočem nekaj več in take študije, kot je ta, so mene spodbudile, da sem to krasno pot človečnosti tudi pri sebi začel. Se pravi, ne gre le za občutek, da je bolje, ni le placebo, ampak na možganih vidimo, kaj se dejansko dogaja. Tako da to je ta prva raziskava in zdaj bi mogoče samo za intermeco. Eno stvar, ki jo hočem poudariti. Vsi te razmisleki, ljudje so kdaj malo cinični, ne? Kva bom zdaj to bral o počutju, o tem, pa kaj bom meditiral brez veze. Jaz sem, kot sem, tak sem se rodil. Lej, ena raziskava, ki dobro ta cinizem razsuje, je bila objavljena leta 2007 in se super imenuje Mindset Matters. Exercise and the placebo effect. Zdaj, tukaj je še vedno je veliko stigme, ne? To je meni, se mi zdi problem. Se pravi, če nekomu rečeš, da hodiš v fitness, bojo vsi tako, dober, hod v fitness, valjda, on skrbi zase. Pa rečeš, da meditiraš, pa da imaš psihoterapijo, je pa to, kva pa je s tabo, ne? A si hipi, a si depresiven, ne? In to je problem. No, in zdaj, kaj je ta raziskava leta 2007 naredila? Oni so vzeli 84 hotelskih snežilk iz 7 različnih hotelov v USA in so jih vključili v raziskavo o fizični kondiciji. Zdaj, teoretično, ne, ta skupina snežilk so ugotovili, da je kar zelo aktivna populacija, ne, že samim svojim delom, ne, to hojo, sklanjanjem, dvigovanjem, bremen, vse, kar pač morajo delati, one presežejo 30 minut dnevne fizične aktivnosti, ki naj bi bila priporočena strani zdravnikov za boljše zdravje. In seveda večina snežilk, bom rekel, se ne zaveda teh prednosti svojega poklica, valjda, ne, pustimo, da so bistveno premalo plačane, ampak te fizične obremenitve lahko celo gledajo kot neko negativno, zahtevno plat svojega dela. No in zdaj je zanimalo raziskovalce, če lahko ta sprememba mindseta naredi kakšno razliko. In so razdelili te preiskovanke v 2 skupini. Tistim v prvi skupini so tako zelo jasno in podrobno razložili, da že samo to njihovo vsakdanje delo presega zdravniška priporočila za aktiven življenjski slog. In kakšna dobra novica, ne, čestitali so jim, da so tako dobro skrbele za svojo kondicijo, pokazali so jim celo primere, kako so določena njihova pravila podobna določenim vajam pri telovadbi in tako naprej. No, tiste v drugi skupini pa niso prejele tega motivacijskega govora, če tako rečem. Njim so samo rekli, mi bomo spremljali par stvari preko časa, ne? In niso vedeli točno, zakaj sploh gre. Nihče jim ni omenil, da je njihova služba dobra za zdravje. In zdaj treba poudariti, da obnašanje snežilk se v tem času ni spremenilo. Nobenemu niso svetovali dodatne telovadbe, specifične diete. Ne? One so enostavno pač živele naprej svoje življenje in so delale tako kot prej. In ob pač začetku te raziskave in 4 tedne kasneje so obe skupini pregledali in izmerali in primerjali med seboj. In zdaj je zelo zanimiv rezultat, a ne? V tisti skupini, ki je prejela razlago o tej fizični aktivnosti, ki je vedela, da jim to pomaga v nekem zdravju, so beležili znižanje telesne teže, znižanje krvnega pritiska, odstotka telesne maščobe, premera okoli pasu in indeksa telesne mase. Se pravi, njihovo verjetje, da jim to pomaga, je pustilo objektivne izmerljive posledice, statistično pomembne na njihovih telesih.
to zdaj ni neposredno povezan, rečemo, z nekim mirnim življenjem. In to je ena stvar, ki mislim, da je važna, no? Ko se ukvarjamo z vprašanjem notranjega miru, tega pravega. Jaz mislim, da to ne pomeni, da ti sediš v temni sobi ali pa na neki plaži na Tajskem, pa vse ignoriraš, pa meditiraš cel dan in noč. Med meditacijo, med nekimi sprostitvenimi tehnikami boš bolj miren, ampak neko zadovoljstvo in mir izhajata iz urejenih odnosov pa življenja in stremiš lahko pa k temu iz več različnih situacij. Ne? In ta študija Mindset Matters se meni zdi izjemna, ker kaže, da naš odnos do nečesa lahko marsikaj spremeni. In to je nekaj, kar si lahko zapomnimo in kdaj v življenju uporabimo. Jaz recimo, moj primer, ne? Jaz sem se sam sebi blazno smilil po zimi, ker pač nimam parkirišča pri kliniki, Ljubljana je grozna za avto in sem vsak dan šel na kolo za 16-17 minut, saj ni veliko. Ampak zjutraj tam ob 6, ko je zunaj črna tema, minus, jaz sem se počutil blazno grozen. Ne? In potem sem si pa enkrat malo obrnil, ne? In sem si razložil tako, prvič, super, da imam vsak dan rekreacijo, vsak dan naredim 8 km s kolesi, obenem imam možnost, da živim tako blizu službe, da mi ni treba iti v konico, in tretjič, delam nekaj lepega, ekološko prijaznega za ta svet. In vam povem sicer, da nimam nič ožjega pasu, no, zaradi tega, kar sem si zamislil o moji poti v službo, ampak imam pa en lepši občutek in se počutim v bistvu boljš pa bolj mirno, ko zjutraj tam ob -5 vlečem kolo iz kolesarnice. To je ena taka raziskava, ki mi je veliko dala. No in zdaj, če gremo naprej. Ena od stvari, ki je zelo ključna pri vprašanju vsakodnevnega počutja in našega miru, je tudi, kaj počnemo s svojo pozornostjo. Kam bomo usmerili svoj fokus in komu pustimo, da nam ta fokus ukrade. To je pa važno zato, ker ljudje smo psihološko naravnani na to, da opažamo bolj negativne kot pozitivne izkušnje. Čisto evolucijsko, če je prav človek šel mimo enega grma in je tam videl robide, je bil tako, super robide, in je hotel jesti te robide, ampak če je za tem grmom nekdo renčal, če je bila tam neka zver, je to pač prišlo v spredje, ne, bolj kot te robide. Se pravi, to je bilo pomembno za preživetje, ampak zdaj se pa to izkorišča. Zelo se izkorišča, en primer je lahko naslovnica na časopisu. Če greste mimo štanta, jaz ne vem, če kdo sicer še v fizični obliki kupuje časopise, ampak recimo greste mimo štanta in je tam en časopis in je naslovnica čaka nas prijeten vikend. Vreme bo toplo, recimo, ne? In vi greste mimo, brigate, ne, ok, lepo. Če pa bo šel mimo štanta in bo čez celo naslovnico prihaja neurje stoletja, pazite nase in vse rdeče, boš bolj verjetno tja zavil, pa vsaj prebral malo več o tem, ker vas bo to stimuliralo. In tudi recimo zvoki vsakdanje, piskanje, alarmi, rešilc vozi, to vse vsaj za en trenutek in zelo zanesljivo pritegne našo pozornost. Tako da en splošen nasvet, ki vedno pomaga, se mi zdi, čim manj avtopilota, čim bolj zavestno usmerjati svojo pozornost. In drugi nasvet, ki je pa meni osebno izjemno prispeval k bolj mirnemu vsakdanu in k tem, da sem bistveno bolj skoncentriran v tem, kar delam, utišajte pametne telefone. Zdaj pa ne mislim ugasen, se kdaj te mora kdo poklicati, kdaj je tudi kakšno nujno. Samo utišaj to, da ti na vsake nekaj sekund zapiska, zavibrira, sporoči nek like, neko sporočilo, nek mail. Obstajata dva tipa pozornosti, definirana recimo v psihologiji, tako rekoč od zgoraj navzdol, včasih rečejo tudi ofenzivna, pa od spodaj navzgor ali defenzivna. Kaj pomeni od zgoraj navzdol? Mi se odločamo, kako bomo posegali v svet. Jaz dam recimo zdaj svojo pozornost snemanju podcastov, ko bom želel, bom odprl mail in bom prebral mail, ko bom želel, bom pogledal sporočila na Instagramu in ta pozornost bo tam, kamor sem jo jaz delegiral, to je ofenzivno, I'm playing offense, recimo. Ne? Defenzivno je pa sedim tukaj, zdaj snemam podcast. V trenutku, ko bo zavibriral telefon, ga vzamem in pogledam, kdo mi je poslal mail. V trenutku, ko zapiska, odprem Instagram in pogledam, kdo mi piše. Razumete, ne? Se pravi, defenzivno se odzivam na okolico in kdor bo pač želel mojo pozornost, jo bo takoj dobil. Jaz sem si celo kupil smartwatch, pametno uro, in to je sploh grozen, ker tam še ko imaš telefon v žepu, ti pol kaže sporočila, pa maile, pa lajke, pa vse in skozi gledaš malo na uno uro in se ti zdi, da se to nič kaj mi ne vzame časa, ti vzame, ne prekine ti fokus in pozornost. In zdaj ena raziskava, ki se zelo
prijetno imenuje Silence Your Phones, je naslov, med drugim leta 2016, prvi avtor je Kušlev. To je bila raziskava, ki je vključevala 221 ljudi in njim so tako rekli, en teden so mogli živeti v bistvu povsem potiho, se pravi, izklopili so si notificatione, piske, obvestila na telefonu in ga vzeli v roke takrat, ko so oni želeli. Potem je pa ta teden šel mimo in so drugi teden vse prehodno utišane funkcije ponovno vklopili in pustili, da piska tuli, kakor pač želi. Potem so seveda en kup vprašalnikov, standardiziranih izpolnil, so jih pregledali in v drugem tednu so z veliko zanesljivostjo poročali te preiskovanci o težavah s koncentracijo, o manjši produktivnosti in o slabšem splošnem počutju. Zaključek avtorjev je bil: Smartphone notifications increase inattention and hyperactivity, med drugim, se pravi slabša pozornost, koncentracija in celo znaki hiperaktivnosti. In s tem, ko se sami odločimo, kdaj bomo okoljskim distrakcijam namenili svoj čas in svojo energijo, prevzamemo nazaj ogromen del moči nad lastnim življenjem, ki smo jo v bistvu nehote odstopili tisočim nepredvidljivim okoliščinam sveta in tega sveta, ki je narejen tako, da nam koncentracijo jemlje. Vi mislite, to sem nekje prebral zelo super, da ljudje mislimo, da so družabna omrežja in aplikacije zastonj, pa niso. Ne? Mi plačujemo s svojim časom, se pravi, aplikacija gleda, koliko časa človeka pritegne, da mu seveda lahko potem kaže reklame in podobno. In aplikacije so narejene tako, da ti bo čim bolj lepo zapiskal, takoj ti napisal, check this out, vse ne. In ti boš to skozi odpiral in ti bo stalno jemal nek fokus. Tako da, če imaš možnost, si mogoče v službi, jaz recimo dežurnega telefona ne moram izklopiti, ker sem dežurna, ampak če imaš možnost, si zapri notificatione in ko boš ti hotel reči, ok, da vidim zdaj, če je kaj na Viberju. No, grem pogledat, če sem dobil kakšen mail. To naredi blazno razliko. Dobro, upam, da je zaenkrat vse razumljivo, upam, da ste sploh še z mano. Živjo vsem, ki ste še z mano. In zdaj počasi širimo svojo pozornost naprej. Jaz vedno rečem, tudi če si najboljši voznik na svetu, ne boš mogel kar zapeljati v krožišče, ne da pogledaš, kaj delajo drugi in kje vozijo. Ne? In tudi se mi zdi, da kdorkoli, ki želi raziskovati koncept notranjega miru v našem svetu, mora nameniti ogromen del svoje refleksije drugim ljudem in oblikovanju odnosov. En ogromen stres, ki ga veliko od nas čuti, mogoče se boste tle lahko poistovetili, če se prej niste, je ta goreča želja, da bi bili sprejeti in da bi bili ljudem všeč. Jaz sem celo nekaj prebral, da je razlog v eni raziskavi, avtor sklepa, da je razlog, da je ta strah pred nastopanjem tako pogost, bolj pogost kot neke realne fobije, ne vem, da se bojiš višine, kač in stvari, ki te dejansko ogrožajo, da je strah pred nastopanjem tako pogost, zato ker enostavno, če so te v neki prazgodovini v starih evolucijskih časih izključili iz družbe, si v resnici lahko umrl. In to, da te nekdo posluša in da razmišlja, če te bo sprejel, če mu boš všeč, ni vseeno in nikoli ni bilo vseeno. No, zdaj je vse malo manj vseeno, ker nekih takih izolacij ni, da boš ti imel slab nastop v službi, pa te bojo ubili, upam, če ne pa zameni službo. In ta želja goreča, da boš vsem všeč, ti v bistvu za brez veze stresira. Zato, ker morate vedeti, da tudi najbolj uvidevan, empatičen, krasen, čudovit, altruističen človek na tem širnem svetu ne bo všeč vsem ljudem na tem svetu, zato ker v bistvu ne gre samo za njega. Ne. In zato je pomembno spregovoriti o nečemu, čemu jaz pravim uvid namena in učinka. Tukaj je vprašanje, do kam seže moja odgovornost. Se pravi, jaz sem odgovoren za svoj namen mojega sporočila, ne pa za učinek, ki ga imam na poslušalca ali pa na bralca. Se pravi, če jaz pišem neko provokativno knjigo, polno obsojanja, gneva, če hočem provocirati, sem seveda jaz kriv za to, če me ljudje zaradi tega ne marajo več ali pa se kdo zapiči v to, dobim slabo kritiko, mi kdo napiše kakšen grd mail. Če pa jaz pišem iskreno, empatično in je moj namen neko zaveščanje ali pa v primeru sive cone, ki je tudi recimo sprožen določene hude odzive, približevanje našega poklica, stroke, neka iskrenost,
pol jaz pač ne morem biti kriv, če je ob tem kdo užaljen. Se to je jasno, a ne? In nima nobene poante, da se stresiram nad tem, da je nekdo užaljen, oziroma konec koncev lahko rečeš ti sodelavcu, ne vem, wow, koliko imaš danes zanimivo majico, ker ti je všeč, in on se bo odločil, da ga zafrkavaš. On bo rekel, pa ta me ne mara že itak in zdaj mi še tle kao zanimiva majica, ker vidim, kako me gleda in videla sta nenadoma skregana. Ne, da bi vi sploh vedeli, zakaj. In boste zvedeli, da sta skregana, bo to nek stres, a ne, zdaj, kaj narobe, zakaj me ne mara. Ampak če je stvar res izven našega vpliva, čist izven, a je logično, da se nad tem stresiramo. Ni to, da bi gledal gor v nebo, deževne oblake, pa začel kričati, zakaj ni sonce. Mislim, neka poraba energije. No, to nekoliko podrobneje razvijam v knjigi, ker se mi zdi to vprašanje, kako se odcepiti in dojeti, do kam seže moja odgovornost in pustiti ta stres, se mi zdi zelo pomembno, a ne, se pravi to, da ne daš ljudem v resnici te moči, da te sprovocirajo z svojimi interpretacijami tvojega dela. Jaz sem se mogel s tem kar dosti ukvarjati, si predstavljate, ker če se kot mlad zdravnik tako izpostaviš, kot sem se jaz, v resnici pride do, bom rekel, tren, ne bom šel tle v detajle preveč. Ampak seveda, recimo tako, če poenostavim, moja naloga je, da posegam v ta svet na empatičen, sočuten, prijazen način. Ni moja naloga, da se ta cel svet to dojame in se z mano strinja. In da ne bom tukaj predolg, no, bi dve raziskavi na to temo bi rad predstavil, ki se mi zdita pomembni. Prva je bila upravljena leta 2004. Apple je avtor Perspective Talking as Egocentric Anchoring. V bistvu je ena zanimiva refleksija objavljena v Journal of Personality and Social Psychology, ki nam v bistvu razlaga in kaže objektiviziranem dejstvo, da se je nujno pogovarjati. Zakaj? Ljudje smo dokazano slabi v razbiranju motivov drugih. In ljudje dokazano izhajamo iz sebe, ko jih interpretiramo, iz svojih emocij, iz svojih prepričanj. To je Apple zelo lepo predstavil, no, in kaj to pomeni? Nujno je stvari razčistiti. To je ena stvar, ki je meni ogromno stresa iz življenja odnesla, ki mi je pomagala, da sem bistveno bolj miren, da če kaj ni jasno, da če zveš preko nekoga tretjega, te ne mara, on je rekel, da ga ti ne maraš, da razčistaš, da se pogovarjaš, da si iskren. Še vedno boš s kom skregan, kdaj po lastni krivdi, kdaj ne. Ampak to, da točno vsak ve, pri čem je in da tudi ljudje te začnejo jemati kot nekoga, ki stvari pove, a ne, odnese ogromno stresa. No, zdaj pa ta druga, še mogoče malo bolj zanimiva raziskava, ki bi jo malo bolj podrobno povedal. Leta 80 že narejena. Clegg je avtor. Zdaj izhodišče, ne. Mogoče ste kdaj opazili to vzgojo ali pa miselnost marsikoga, ker se tudi otroka vzgaja tako, no, da pazi, da te kdo ne izkoristi. Ta svet je krut, ljudje so zlobni, izkoristili te bojo, moraš skozi gledati, kdo te zafrkava. Tudi primer s tisto majico, a ne, se pravi, če je rekel, da je zanimiva, zihar ni mislil samo, da je res zanimiva, zihar ima nek skriv motiv. Pazi, da ne boš nasedel, a ne, koliko si boš pol škodoval. V glavnem, da vam predstavim to raziskavo. No, vzeli so eno skupino študentk in so rekli jim, lejte, mi bi radi videli, če bojo neki sogovorniki vas obravnavali drugače, če imate neko fizično hibo. In so tem študentkam s takim super make-upom narisali na obraz brazgotino. Taka zelo realna je bila, a ne, pokazali so jim jo v ogledalu, so rekli, da boste videli, kako zgledaš, a ne, takole boste šli vi v pogovor in so one videli to brazgotino. In potem so rekli, evo, tik preden začnemo, sam moramo dati gor še eno sredstvo, da to utrdi, da se ne bo razmazali, če boste kaj potne ali karkoli. In so jim to brazgotino zbrisali. Na skrivaj. Se pravi, te študentke so šle v pogovor misleč, da imajo hibo na obrazu, čeprav niso imele nobene ekstra hibe, pač zgledale so tako kot vsak dan. Zraven je bila seveda še neka kontrolna skupina, ki ni imela tega in v glavnem ne bom šel zdaj v podrobnosti. Kaj so ugotovili? Ta skupina študentk, ki je mislila, da ima brazgotino, je poročala, da so te sogovorniki bili ob njih manj sproščeni, da so jih bolj bulali v njih, da so zagotovo upoštevali to, da so na nek način diskriminirali njihov izgled. Čeprav so izgledali isto kot tista kontrolna skupina. Se pravi, samo to,
da so one mislile, da imajo neko hibo, je bilo dovolj, da so prepoznali diskriminacije, ki je v resnici ni bilo. In to se mi zdi tako močno sporočilo, da sploh ne bom šel zdaj v detajl. Moje sporočilo je ne gledati na svet kot na grožnjo, ker to, kar vadimo in to, kar držimo v glavi, postane naša resničnost. In se najbrž pozna kdo koga. Jaz imam enega človeka v glavi, ki se kar skozi neki skrega, ki si kje zunaj, pa ti rečeš, ta natakar je bil pa v redu, pa on tako, a se hecaš, a veš, kako te je gledal, kada te, mislim, tako, a veš, kar prepoznava neke vzorce, pustimo zdaj, če so prisotni ali ne, a je zame, a moram jaz nujno vedeti, če je natakar, ki sva si zdaj lepo bila vljudna en do drugega, če je šel zadnji v kuhno, pa rekel, on je pa res idiot, koliko je velik, pa koliko ima, ne vem, čudne čevlje. Briga me, kaj mi bo to doprinesel? Meni je bila najna izkušnja iskrena, če imamo kaj za razčistiti, bomo, če ne pa čau, ne, in ta iskanje defenzivno neki, vsi me bojo izkoristili, če nam je skozi samo najslabše iskal, vodi v stres in v manj miru v življenju. Ok, zdaj nekako smo šli tako, se pravi, preko tega, kaj lahko storim zase, preko nekih vaj mentalnih, v vprašanje medosebnih odnosov, tudi tako, da kako tudi potem razpletam v knjigi, seveda bolj na široko. In zdaj končno, bi za konec te epizode par besed o umetnosti lenarjenja. O počivanju, o vdihu, o tem, kako se odklopiti brez slabe vesti. To se mi zdi zelo važno. Eno poglavje že v prejšnji knjigi imam z naslovom Umetnost lenarjenja, imam podcast s tem naslovom. Lahko je očitno, da cenim počitek, da se zavedam, da je treba paziti na se na ta način. In sem se še malo poglobil zdaj v ta znanstveni del, za kar sem si kar hvaležen. Moram reči, da ta knjiga tudi mene veliko naučila in mi pomagala in bi vam predstavil nekaj zelo zanimivih pogledov. Najbrž ste slišali, kako veliko znanih mislecev, filozofov, matematikov dobili svoje najpomembnejše ideje, mogoče v življenju ali pa v nekem obdobju tako kar nekje, pač pod tušem ali na sprehodu. Mimo grede, veliki Friedrich Nietzsche je rekel, da se vse velike ideje človeka rodijo med sprehajanjem. Tudi ena raziskava je, zdaj nimam tle pripravljene, v knjigi vem, da pišem, je kako so ljudje na tekočem traku hodili in so ta test divergentnega mišljenja dosti bolj reševali kot tisti, ki so sedeli nekaj v tem smislu. Tako da zelo zanimivo. No in ena zanimiva študija pa preučevala to, torej, kje se ljudje nahajajo in kaj delajo takrat, ko pride do pomembnega preboja. Objavljena leta 2019, naslov je Fullušten When the Muses Strike. Se pravi, raziskava je vključila 185 ljudi in sicer so bili pisatelji in fiziki. In te ljudje so imeli nalogo, da 2 tedna vsak dan v dnevnik zabeležijo trenutek, v katerem se jim je porodila najbolj inovativna ideja tistega dneva in kaj so takrat počeli. Seveda, veliko idej se je jasno med delom, pa v službi, pa med razmišljanjem, pa med računanjem, ampak ugotovili so, da je kar 20% vseh najpomembnejših idej pojavilo v obdobjih izven dela. In predvsem med aktivnostmi, pri katerih možgani niso v nič fokusirani oziroma prije do tega letanja misli, lep angleški izraz je mind wandering. In zdaj, če izsledke te raziskave na malo drugačen način interpretiramo, v primeru, da si te ljudje ne bi privoščili časa za oddih in počitek, bi izgubili 1/5 svojih najpomembnejših ustvarjalnih domislic. A si predstavljate? Ampak to mora biti oddih, se pravi, to mora biti nek mind wandering phase, se pravi, nek sprehod, tuširanje, ležanje na travi, uživanje v meditaciji. Se pravi, ni to, da prižgeš televizijo pa si stresiraš, ker v nekem resničnostnem šovu nekdo zgublja, se pravi, počivanje samo. In zakaj je ta mind wandering toliko važen? Zato, ker obstaja nekaj, čemur nevrologi pravijo default mode network, po slovensko privzeta nevronska mreža. To so ena medsebojno povezana področja možganske skorje, ki so aktivna takrat, ko mi nismo, če je to logično. Zaprav, takrat, ko vi niste v nič specifično fokusirani, recimo, če si predstavljate, da hodite po naravi ali pa da ste športno aktivni in vam misli bežijo in kar naenkrat prije nek preblisk. To je ta privzeta nevronska mreža. Kako vemo za njo in kako vemo vse to? S pomočjo nečesa, čemur se reče funkcijska magnetna resonanca ali fMRI. To je v bistvu funkcijsko slikanje glave, ki zaznava zelo male
pač razlike v pretoku. Možgani ljudi ne izgledajo enako takrat, ko jejo, spijo, seksajo, delajo, laufajo. Se pravi, so razlike, ki se opazijo. In na ta način so ugotovili za to privzeto nevronsko mrežo. In ena raziskava zelo nedavna, leta 2022, ki je naslov The Default Network is causally linked to creative thinking, je to dokazala. In sicer so naredili raziskavo zelo zanimivo na bolnikih, ki so imeli možganski tumor. Zdaj, da vam dam malo konteksta. Ne vem, če ste vedeli, veliko nevrokirurških operacij se izvaja na bolniku, ki je buden. Se pravi, ima odprto glavo in je pri zavesti. Zakaj? Zato, ker prvič možganovina ne boli, se pravi, vi lahko človeku, če mu odprete glavo, ne pač, da ne čuti tega dela, ta del lahko boli, ampak lahko mu potem s palcem možganovino drezate in on ne bo tega čutil. In stvar je v tem, da recimo imaš nek tumor, ki se ga seveda na magnetni resonanci dobro vidi, in zdaj ga mora kirurg izrezati. In ožje, ko bo rezal, kar si seveda želiš, ker noče zdravega izrezati, več šans je, da kakšen delček tumorja ostane in veste, da te celice so grozne, to se bo delilo naprej in bo pač se ponovil. Širše, ko gre okoli, več zdrave možganovine bo odrezal, predvsem pa je nevarno, da zareže v kakšno zelo pomembno področje možganov. Ker možgani v resnici, tako če odprete komu glavo, izgledajo dosti dolgočasno, ni tako kot na slikah, ki je tako en del roza, pa en zelen, pa ena puščica tja, pa nekaj kaže. To je pač en skupek, taka siva gmota je, in neke strukture se pač dajo prepoznati, veliko pa tudi ne. In kaj se zgodi zdaj, kdaj recimo, primer, kirurg operira na enem tumorju, ki je blizu tega Brokovega področja, to je glavno področje za tvorbo govora. In zdaj, če bo on preveč šel v to področje, lahko človek doživljenjsko zgubi sposobnost komunikacije. Mislim, grozen je. To pohabiš človeka. In kako bo zdaj on vedel, kje se to področje točno začne, ker tudi ni pri vseh enako, Vzamejo eno tako palčko električno, prislonijo na en del možganovine in rečejo temu bolniku, kako se ti pa zdi vreme zadnje dni, in on bo rekel, pa mal je bolj oblačno, ampak meni se zdi kar v redu, ker je bilo res vroče prej, in palčko spremenimo na 2 cm bolj desno in rečemo, ja, res je bilo vroče, a misliš, da bo še? In ta človek ne zna več govoriti. Dobesedno tako. Se pravi, s tem impulzom inaktiviraš, ti daš pač streseš v bistvu ta del možganov in najdeš tisto področje, ki je relevantno, in ta človek recimo v primeru Brokovega področja nenadoma izgubi sposobnost govora, dokler tega ne umakneš. To ne se bati, se pravi, ne boleče in začasno. No in kaj so zdaj naredili v tej študiji? To je bila zdaj background, Oni so s funkcijsko magnetno resonanco poslikali, kje točno je pri teh ljudeh lokacija te privzete nevronske mreže, in so med operacijo prislonili tole palčko gor na privzeto nevronsko mrežo in jo na nek način inaktivirali. In potem so te bolniki pač dobili neko nalogo, reče se metoda alternativne uporabe. Se pravi, mogli so pač, to je ena metoda, ki nekako objektivno kaže, koliko imamo domišljije, koliko smo domiselni. Recimo, dobiš nek predmet in moraš se čim več alternativnih uporab za ta predmet spomniti. In s tem so ugotovili, da ob inaktivaciji te mreže so ljudje to nalogo izvajali slabše. Se pravi, dejansko ob inaktivaciji privzete nevronske mreže je bila domišljija oziroma domiselnost, inovativnost je trpela. To je tako zdaj dobesedna razlaga tega, kar vam govorim, da je važno, da kdaj pustimo tej privzeti nevronski mreži, da nas prevzame, in to naredimo tako, da nismo čist cel dan zadrto fokusirani v to, kar delamo. Ker če imamo v službi nalogo, da prepognemo list na pol, bomo najbrž v 12 urah jih več prepognali kot v 6. Če imamo pa neko kreativno službo, recimo, kjer se pa treba tudi nekaj razmisliti, spomniti, povedati kakšne informacije na nov način, pa sploh ni nujno, da bomo v 12 urah bolj delali kot v 6. Tako da ne samo, da si lahko privoščimo počitek, mislim, da smo si ga dolžni delegirati in brez slabe vesti pustiti našim možganom, da kdaj doživijo pravi odklop, da se aktivira ta del možganov in se tudi spomnimo česa fantastičnega, obenem smo pa seveda tudi malo bolj mirni. Tako, jaz upam, da nisem bil predolg. Sem vam dolžen še naredil bom še kratek povzetek sporočila. Predstavil sem vam 7 raziskav,
V moji knjigi, ki bo izšla zdaj jeseni, jih je predstavljenih 77, tako da si lahko mislite, da je šlo ogromno časa in energije v pisanje, ker po drugi strani, kot sem rekel, želim pa pisati na poljuden način in ne samo nizati nekih številk. Želim, da je to neke vrste leposlovje vseeno. Poleg 77 raziskav citiram pa še 13 različnih knjig. Tako da se mi zdi, da je veliko enih zanimivih stvari za sporočiti na tem področju. In če vam je ta tema zanimiva, ste absolutno lepo vabljeni, da jeseni primete v roko mojo knjigo Znanost mirnega življenja. Sicer v vsakem primeru glede podcastov sprejemam z veseljem vse povratne informacije in konstruktivne kritike in vse. Najlažje me najdete na Instagramu David Zupančič ali pa Ministry for WTF. In tam bodo tudi objavljene vse novice glede prihajajoče knjige, kakšni odlomki in valjda točen datum izdaje. Seveda pričakujem, da se z vsemi vami vidimo in spoznamo na otvoritvenem dogodku, ki bo tudi enkrat jeseni. Če pa povzamem glavno sporočilo ali pa priporočila te podcast epizode, lahko spet rečem, ponavljam se, vem, meditacija se splača. Če vas to zanima, vabljeni na podcast epizodo Mala šola čuječnosti. Drugič, usmerjajte pozornost zavestno in med drugim tudi na lepše plati življenja, ne samo na težave. Izklopite si piskanje in notifikatione telefonov. Tretjič, seveda negujte odnose in razčistite, namesto da sklepate o mislih in zaključkih drugih ljudi, ker v tem ste slabi. Se opravičujem, če sem prvi, ki vam je to povedal, jaz sem tudi v tem slab in pač generalno ljudje preveč izhajamo iz sebe in premalo razumemo. Sprejmite odgovornost za svoje namene oziroma namene svojih sporočil, ne pa za vsako bolj ali manj, ponavadi manj logično reakcijo. Ne za vsako reakcijo, ki jo te nameni povzročijo pri ljudeh, ker te reakcije niso vedno logične. To sem hotel sporočiti, upam, da je bilo razumljivo. In končno lenarite in počivajte brez slabe vesti. Tudi tisti, ki mogoče mislite, da morate izkoristiti vsako minuto v dnevu, evo sem vam dal pa par dokazov, da tudi s tem, ko počivate, spodbujate svojo lastno kreativnost. Kogar zanima kaj več, vse te raziskave so spodaj navedene in kot vedno se vam jaz iz srca zahvaljujem za pozornost. Se slišimo spet v kratkem, do takrat pa vas zelo lepo pozdravljam in vam želim absolutno čudovit preostanek dneva. Adijo.